Drage gledalke, dragi gledalci, v okviru priprav na beatifikacijo Božjega služabnika papeža Janeza Pavla II. Smo v naši televiziji pripravili nekaj pogovorov o tem velikem papežu. Danes smo povabili gospoda profesorja dr. Ivana Štuhecla. Dobrodošel, Ivan. Dan. Gospod profesor je strokovnjak za moralno teologijo, predava pa tudi socialni nauk cerkve. In tema današnjega pogovora bo socialno vprašanje, nauk papeža Janeza Pavla II. O tem vprašanju in potem na koncu še eno tako zaključno misel, kako lahko razberemo njegovo svetost tudi iz tega nauka. Mogoče, gospod Ivan, za začetek mogoče par misli, kdaj se je družbeni nauk cerkve začel v tem današnjem smislu in kaj bi lahko o tem povedali? Ja, družbeni nauk cerkve se je začel s cerkvijo oziroma z Jezusom Kristusom, ki je povedal: dajte Bogu, kar je Božjega, in cesarju, kar je cesarjevega. Danes bi rekel, dajte državi, kar je državnega, in dajte Bogu, kar je Božjega. Se pravi, krščanstvo od vsega začetka se ukvarja z socialno problematiko oziroma celo tako, da v samih začetkih krščanstva lahko celo prepoznamo izrazito karitativno močno dejavnost, skrb za uboge, ki se skozi celotno cerkveno zgodovino nekako kontinuirano ponavlja, posebej še izrazito skozi redovne skupnosti, ki so se prav posebej odzivale na socialne stiske ljudi v svojem času. V modernem pomenu besede družbenega nauka cerkve pa govorimo nekako od konca 19. stoletja naprej, se pravi nekako meja ali pa menik je postavljen z okrožnico Rerum Novarum o novih stvareh. 1891. leta je išla. Za vse te okrožnice je zanimivo, da so išle potem običajno na leto 1 in. Se pravi 40 let kasneje quadragesimo anno, 31. in tako so se ponavljale vse do okrožnice Janeza Pavla II. Ob 100-letnici, ki je šla 91. leta, 1991. Tako da lahko govorimo bolj ali manj recimo o 110-115 let stari tradiciji te vede, ki je postala neke vrste samostojna veda znotraj moralne teologije oziroma znotraj teologije nasploh. Sicer pa to ni začetek tega modernega načina razmišljanja cerkve. Začetki segajo pravzaprav v čas industrijske revolucije ali pa začetka nove ere, ki so jo povzročile nova produkcijska sredstva. Ne? Tu smo lahko malo marksisti v tem smislu, da Marks je seveda zaznal, da nova produkcijska sredstva spreminjajo način življenja, spreminjajo delo. Tu imamo Anglijo, imamo Nemčijo, imamo Francijo, se pravi ta linija recimo, ki teče po sredo Evrope od angleških industrijskih mest, ne, preko Münstra do Kölna. Nekako tu okrog se je socialno vprašanje najprej postavilo, zato ker se je tu najbolj razvila industrija. Tu je začetek razvoja evropske industrije, tu so rudniki, tu so potem tovarne, ljudje prihajajo iz podeželja v tako imenovano porurje, predvsem mladi ljudje seveda, ne, in nišče tam za njih ne skrbi. Postanejo socialni problemi in nastanejo z njimi socialni problemi, posebej še z mladimi. Tako se recimo v Kölnu prebudi Kolping, ki je znan tudi v slovenskem prostoru po Kolpingovih družinah, ki ima za glavno skrb, kako te mlade fante, ki prihajajo iz podeželja v mesto, in poskrbeti za stanovanje, za hrano, potem, ko jih je pa enkrat nekako oskrbel v tem socialnem okviru, potem jih je pa začel tudi izobraževati. Potem na drugi strani je seveda eden izmed takih pomembnih škof Ketteler, ki ga Marks imenuje pruski pes, zaradi tega, ker mu je na nek način mešal štrene v tem območju. In za škofa Kettelerja skoraj da nikoli nišče nikjer nič ne pove in nič ne ve, ampak dejansko je škof Ketteler bil tisti, ki je v pruskem parlamentu začel pritiskati na zakonodajalca, da naj začne sprejemati zakone, s katerimi se bo urejalo socialno-zdravstveno stanje tudi delavstva. Tako da začetke moramo videti nekako tu.
Anglija, Nemčija, Francija v tem območju, potem se pa to nekako širi po celi Evropi, tudi v Avstriji, kjer imamo Vogelsanga, naš Janez Evangelist Krek, ki študira na Dunaju, se vsemi temi zadevami seznani. Slovenija seveda v začetku 19. oziroma koncem 19. začetku 20. stoletja ima komaj kakšno industrijo, socialno vprašanje, delavsko vprašanje pri nas niti približno ni tako zaostreno, kakor je recimo bilo v teh deželah, ampak vsekakor to pljuskne tudi preko Kreka v naš slovenski prostor in tako imamo na začetku 20. stoletja potem Kreka kot neke vrste utemeljitelja socialnega nauka na slovenskih tleh. Papež Leon XIII je izdal 9 socialnih okrožnic, najbolj znana je Rerum Novarum. Zakaj je v teh okrožnicah v bistvu šlo? Ker on je to angleško izkušnjo socialno-tržnega gospodarstva, tržne ekonomije, je tem vzel kot ključno temo socialnega nauka cerkve. Zdaj, kakšna razlika med kapitalistično ekonomijo, kolektivistično in pa socialno-tržno, z moralnega vidika, recimo z vidika izkoriščanja, z vidika pogled na človeka in to. Torej, Leon XIII v okrožnici Rerum Novarum odgovori na temeljni problem, ki je konflikt med delom in kapitalom. Ta konflikt se seveda pojavi v industrijski dobi, predvsem v tem smislu, da so seveda lastniki kapitala izkoriščali delovno silo. In reakcija potem strani tudi marksistov, socialistov, je bila seveda reakcija na ta položaj. Leon XIII se postavi na stališču, da sta za gospodarstvo, za trg potrebna in kapital in delo. Torej, ne sme biti med njima konflikt, ampak je potrebno iskati neko obliko sožitja. In zato tudi v okrožnici Rerum Novarum, za katero nekateri pravijo, da se je cerkev s to okrožnico zopet vrnila nazaj kot neke vrste kompetenten dejavnik v družbenih vprašanjih. V tej okrožnici torej Leon XIII prvič reče, da konflikt med delom in kapitalom se naj rešuje po mirni poti. Potem se seveda postaja vprašanje, kdo ga naj rešuje. Rešuje naj ga država oziroma pravni red naj rešuje ta konflikt. Potem vprašanje kapitala. Kapital mora biti v službi skupnega dobrega. Zato imamo potem načelo skupnega dobrega ali bonum comune. Profit se mora deliti med tiste, ki so lastniki kapitala in tisti, ki so ga naredili, se pravi delavce. Zato tudi Rerum Novarum že podpira recimo organiziranost delavcev, da se delavci organizirajo in da na ta način nekako ustvarijo eno določeno protiutež vis-a-vis kapitalistov. Tako da v cerkvi tradicionalno je bilo vedno stališče, da privatna lastnina je sicer pravica posameznika, vendar mora biti v službi skupnega dobrega. Ima neko socialno hipoteko, ne? Kako? Ima socialno hipoteko? Ja, ima socialno hipoteko, se pravi, mora imeti socialni značaj. Zato tržno gospodarstvo z socialnim korektivom bi danes v modernem jeziku rekli, a ne? Tržno gospodarstvo s socialnim korektivom pomeni, da morajo vsi udeleženci participirati tudi na profitu oziroma na dobičku. In to je bistvena razlika, ko gre za vprašanje nekega liberalnega, divjega kapitalizma, ki je praktično bil prisoten takrat in je še danes, ne? Ko se nekateri ne ozirajo na to socialno dimenzijo, ki bi jo naj kapital imel. Zato Rerum Novarum tudi nekako postavi, sicer morda za nekatere, tako so to včasih imenovali, ampak v bistvu jaz mislim, da je imela zelo prav, ne, postavi zahtevo, da delavec mora od svoje plače živeti sebe, svojo družino, si sčasoma postaviti svojo hišo oziroma stanovanje z ohišnico. To je bil neke vrste ideal, model, ne? Ampak če tako vzamemo, vsi ljudje težijo k temu, da bi si z svojim delom ustvarili svoj dom in imeli okrog svojega doma tudi morda malo vrta in tako naprej, ne? Če pogledamo strukturo Maribora,
Je to to. Ne? Se pravi, da ideja rerum novarum, hočeš, nočeš, je postala na nek način ideja, ki so jo ljudje nosimo v sebi in s katero težimo pač v svojem življenju, da tudi na nek način to dosežemo. Tako da tu so bili postavljeni ti prvi okviri in... Kaj pa kolektivizem, kdaj pa tisto pride tako vehementno v družbeno dogajanje? Ja, kolektivizem se pravi preko ideje socialistov, potem preko Marksovega, Engelsovega prizadevanja za to, da se pač nekako preko konflikta razreši delavsko vprašanje in da se z razrednim bojem na nek način uveljavi pravica delavcev, ima potem v končni fazi po prvi svetovni vojni prvo konkretizacijo v Sovjetski zvezi, ko pride do prvega komunističnega sistema oziroma komunistične ureditve v Sovjetski zvezi. In tam seveda potem pride do ključnega problema, ki naredi največ zmede, ne samo tam, ampak tako rekoč po celem svetu, ko se odpravi pravica do privatne lastnine po eni strani, po drugi strani pa socialni korektiv te lastnine. Pa zakaj je boljši kapitalizem, boljši kolektivizem tako alergičen na to socialno tržno gospodarstvo? Kako ti to vidiš? Ker skozi imajo nekaj proti cerkvi, ne? Po njenemu modelu. Dobro, tu mislim, da če recimo vzamemo pač komunistični sistem je bil totalitarni sistem, ne? Sistem, ki si je ne prilastil samo področje ekonomije, ampak si je prilastil vsa področja življenja. In to je bil novi problem, ki smo ga v novem veku doživeli, ko je nekako človek postal edino merilo vsega, je potem interpretacija tega človeka oziroma antropologija postala merilo tudi za postavljanje družbenih sistemov. In komunistični sistem ni imel samo za cilj, da reši problem konflikta dela in kapitala. Komunistični sistem je imel za cilj, da družbo naredi po svoji meri. In ker je v srednjem veku bila religija temelj za družbeno življenje, je potem posledično v novem veku, ko religija, ko vera in krščanstvo te vloge več ni imela, je to nadomestila ideologija. In ta ideologija je postala totalitarna do te mere, da se je ukvarjala tudi z zadevami, ki se v družbi ne bi bilo nujno, da se z njo ukvarja. Sploh pa nekako je šlo za vprašanje dela in kapitala, ne? Tako da komunistična ideologija, kot tudi izrazito ateistična ideologija, je potem bila seveda nastrojena zoper cerkev, to je bil po mojem eden izmed razlogov, drugi je seveda bil delno povezan tudi marsikje s tem, da dejansko cerkev je bila latifundist, cerkev je iz fevdalne družbe išla kot lastnik določenega premoženja in zato so jo seveda videli tudi, da na nek način stoji na nepravi strani, ker je varuh lastnine, ker je branila pravico do privatne lastnine, kar je po mojem imela prav in Leon XIII je tudi v okrožnici Rerum Novarum posebej povedal in Janez Pavel II. V 100 let kasneje citira, kjer Leon XIII reče, če se bo odpravila privatna lastnina, bo s tem nastal velik nered na vseh nivojih. In točno tako je. Ne? Se pravi, če se ne ve, komu kaj pripada in kdo je za kaj odgovoren, potem nastane anarhija in ta anarhija povzroči seveda ogromno novih materialnih in krivic in škoda in vsega. Tako da tu je morda treba videti tudi enega izmed razlogov, zakaj so te ideje tudi padle na neke vrste razorana in ugodna tla. Drugače pa, če recimo pogledamo tudi liberalni kapitalizem je pa seveda hkrati, ko je zagovarjal interes kapitala, tudi zagovarjal interes posameznika kot absolutni interes in kot absolutno svobodo. Se pravi, če jaz pač razpolagam s kapitalom, lahko s tem razpolagam po mili volji in tako, kakor meni paše, ne oziraje se na druge ljudi. Ta ideologija sicer ni imela podobnih apetitov, kot jih je imel komunistični totalitarni sistem,
ampak v praksi je pa postala na nek način totalitarna s tem, ker tisti, ki je imel kapital, ki je imel denar, tisti je tako rekoč začel vladati svetu. Zato je prišlo do pregovora denar sveta vladar. No, zdaj bo preskočila pol stoletja, oziroma več, ne, v čas Janeza Pavla II. To je čas po dveh svetovnih vojnah, prvi in drugi, potem čas, ko je totalitarni sistem že zašel v krizo, ne, in kakšno mesto ima duhovni nauk cerkve v njegovem pontifikatu, najprej to, in pa v njegovi učiteljski službi. Se pravi, pontifikatno splošno, potem pa v njegovem nauku. No, jaz bi rekel, da Janez Pavel II. Je po Leonu XIII. Drugi najmočnejši papež na področju socialnega, oziroma jaz rečem družbenega nauka cerkve, ker je to širši pojem. Prvič zaradi tega, ker je seveda izšel iz razmer, ki so bile za čas v drugi polovici 20. stoletja v vseh deželah, ki so bile pod komunističnim sistemom, zelo tipične, ko je šlo za vprašanje, kako je komunistični sistem uspel rešiti delavsko vprašanje. Njegova izkušnja na Poljskem je bila izkušnja poljskih delavcev, ki so recimo v Novi Huti, ne, v Varšavi, kjer je on pomagal, da so zgradili to novo znamenito cerkev, ne, tam je delavsko naselje. Potem v Gdanskem so bile velike tovarne, ladjedelnice in tako naprej. Ne. Kaj je poljski delavec doživel? Ne? Poljski delavec je doživel to, da orodja, ki jih je proizvedel, vključno z orožjem, so šla v Sovjetsko zvezo, potem pa je Sovjetska zveza z istim orodjem prišla nazaj, pa jih je maltretirala. Takrat je delavcu nekako kliknilo, a jaz s svojim delom zase delam orodja, s katerim potem mene uničujejo. In v italijanščini je lep izraz, ne? Gre za sfrutamento, v slovenščini nimamo, gre za zlorabo, za izkoriščanje. Ne, pravzaprav sad, ki ga proizvedeš s svojim delom, ni več sad, ampak je strup zoper tebe samega. In ko je poljski delavec to dojel, ne, se je seveda začel upirati. Janez Pavel II. Je bil prej že kot kardinal v Krakovu, je te stvari seveda od blizu spremljal in je dobro poznal do obisti sistem, totalitarni sistem, ki ne samo, da je kratil človekove pravice, da je kratil svobodo, ampak je zatajil na tisti točki, na kateri je bil zgrajen, na principu primata delavstva, delavcev, sociale in tako naprej. Na tej točki je zgubo praktično vso kredibilnost. Ne? In zato je seveda takoj, ko je postal papež, gibanje Solidarnost na Poljskem, ki se je nekako hkrati začelo v 80-ih letih, je z vso energijo to podprl. Podpora Solidarnosti z strani Janeza Pavla II. Na Poljskem je po mojem globokem prepričanju eden izmed temeljev začetka konca totalitarnih sistemov od Moskve do Ljubljane. Tako da tu je seveda njegov izjemen doprinos in tudi lahko rečemo velika božja previdnost, da je prav v tistem času bil izbran in izvoljen na mesto papeža Poljak, človek, ki je imel s tem neposredno izkušnjo. Jaz si upam reči in si dovolim reči, tudi če bi bil, recimo, če bi prišel papež v tistem obdobju iz zahodnega dela Evrope, ti procesi ne bi tako odvijali, ker bi bil dosti bolj previden, dosti bolj diplomatsko-taktičen, medtem ko Janez Pavel II. Je za svojimi obiski na Poljskem dejansko zelo jasno podprl pravice delavcev in s tem na nek način sprožil na Poljskem proces osamosvajanja izpod sovjetskega režima in izpod komunizma. No, zdaj lahko že pridemo na prvo okrožnico o človeškem delu. To je, on opiše človeško delo kot eno ključnih lastnosti človeka in pa kot način, kako človek postane bolj človek. Ja. In kako je ta ideja potem podprla solidarnost pa vse te zadeve? Ja, mi smo nekako v katoliški
doktrini, v nauko, ne, delo velikokrat povezovali z izvirnim grehom. Ker je rečeno na prvih straneh Svetega pisma, ne, da se bo pač Adam potil svojega obraza, ko bo delal. Ne. Ja. In delo je na nek način bilo dostikrat razumljeno, ne, če še to povežemo z nekimi suženskimi opravili in tako naprej, kot nekaj manj vrednega, kot posledica izvirnega greha in tako naprej. Ne. Janez Pavel II. Je pravzaprav prvi papež, ki delo teološko ovrednoti in utemelji kot sodelovanje človeka pri božjem stvariteljskem delovanju. Torej, to neke vrste povzdignjenost dela na nivo praktično stvarnika in sodelovanja človeka s stvarnikom, to je pri njem in v njegovih okrožnicah prvič tako jasno postavljeno. Gre torej za teološko utemeljitev ne samo dela, ampak gre za teološko utemeljitev družbenega nauka cerkve, kar je morda pomemben vidik. Ker v, recimo, 70-ih letih, posebej še zaradi politične teologije in teologije osvoboditve, je nastal nek problem in neka dilema, ali je družbeni nauk cerkve mogoče teološko utemeljevati, ali ga je mogoče samo filozofsko ali celo samo sociološko utemeljevati. In tu Janez Pavel II. Seveda zelo jasno postavi to tezo, da družbeni nauk cerkve je sestavni del teologije in zato ima tudi teološko utemeljitev in to je še posebej pokazal tudi pri vprašanju in utemeljevanju samega pojma dela. Tisto, kar je v tej okrožnici tudi zanimivo, ali pa kar je pomembno, ne, govori o subjektivnem vidiku dela. In to se navezuje na to izkušnjo, o kateri smo prej govorila. Ne. Subjektivni vidik dela pomeni, vsak delavec da sebe v predmet, ki ga izdela, v izdelek, ki ga izdela. Celotno svojo osebnost. Celotno svojo osebnost. Seveda to v visoko tehnologizirani družbi mi danes praktično ne vidimo. Ne. Nobeden od nas ne pomisli, ko vzameš v roke nek, šraufelnciger, ne, ali pa nek drug predmet, ne, da zdaj v ozadju tega so pa tudi ljudje. Ne. Nihče na to ne misli. Ne. Mi smo v potrošniški družbi, pač predmeti so predmeti, da bi mi za tem videli nekega subjekta, nekega človeka, tega ne vidimo. In on na to opozori. Ne. Opozori na to, da pravzaprav za vsakim predmetom stoji človekovo delo. In torej je potrebno tudi do predmeta, s tem pa do lastnine, imeti odnos kot do človeka skoraj. Ne? Se pravi, spoštljiv odnos, zato ker je to rezultat nekega dela, nekega prizadevanja, nekega truda. Ne samo to. Pri njem se prvič zelo jasno tudi postavi to, da obstaja tudi intelektualno delo, ne? In da je tudi ideja, intelektualni napor vložen v ozadje vsega, kar mi v končni fazi dobimo kot neke vrste produkt. Kako pa on povezuje ta osebnostni vidik z družbeno naravo človeka? Delo kot družbeni faktor, kot družbeni dejavnik, ker tale osebnostni dejavnik za osebni razvoj absolutno, ne? Kako pa on to v okrožnici to nakaže, to drugo dimenzijo? Kot družbeni dejavnik v tem smislu predvsem, da družba, morda bom lažje tako uspelo, da rečemo najprej to, ne? On je videl en problem, ki ga ima družba na področju dela in kapitala. Da prav zaradi tega, ker človek kot posameznik v ozadju ni cenjen in ni dovolj spoštovan, je postal trg, je postal kapital, je postal denar, je celoten način funkcioniranja gospodarstva brezosebno. In nastale so tako imenovane grešne strukture. Grešne strukture v politiki, grešne strukture v gospodarstvu, kjer nikjer več ne moremo priti do zadnjega posameznika, ki je za neko stvar odgovoren. In ta odtujenost, tu je šlo zdaj za novo odtujenost, ta odtujenost človeka od vseh teh družbenih procesov
je pripeljala tudi do tega, ne, da je družbeni sistem kot sistem pravzaprav človeka absorbiral v sebe, ga je izničil, je njegovo vrednost, njegovo dostojanstvo razvrednoto. In na to okrožnica, posebej še okrožnica Solicitudo Rei Socialis, ki je neke vrste odgovor tudi na problematiko razvoja, kakršnega je odprla okrožnica Populorum Progressio v času drugega Vatikanskega koncila, na to problematiko on tudi opozori. In hoče s tem vrniti dostojanstvo vsakemu človeku in dostojanstvo slehernemu delu. Ne pa, da bi lahko govorili, da eno delo je več vredno, drugo delo je manj vredno. Ne? Ampak ker je človek v svojem dostojanstvu vreden vsega spoštovanja, je tudi sleherno delo, ki ga kdorkoli izvaja, vredno tistega dostojanstva, ki ga človek ima. No, v tej okrožnici skrb za družbene stvari leta 87 papež čisto jasno pravi na začetku, da je družbeni nauk cerkve nekje v okviru moralne teologije. Kako je on to izpeljal, ta prehod iz politične kategorije v moralno-teološko kategorijo? Ja, to je delno že to, kar sem prej razlagal, da je hotel zopet nazaj družbeni nauk cerkve pripeljati v teološki kontekst. On ga je izpeljal predvsem antropološko. Eden izmed njegovih ključnih stavkov, ki pove njegovo filozofijo in njegovo teološko misel, je: človek je pod cerkve. In tega stavka, ki ga je izrekel na začetku svojega pontifikata in zapisal v prvi socialni okrožnici ob stoletnici, tega stavka se je nekako tudi v nadaljevanju držal. Torej, in njegova diagnoza ali pa njegova analiza, zakaj je prišlo do konca totalitarnih sistemov, temelji na predpostavki zaradi napačnega razumevanja človeka in njegovega dostojanstva. V ozadju je torej antropologija, ki je pa nujno vezana na teologijo. Ker kakor razumemo človeka, tako razumemo Boga, in kakor razumemo Boga, tako razumemo človeka. Antropologija in teologija sta siamska dvojčka, ne? Enega brez drugega ni. In zato je njegovo stališče bilo, ne moremo iz nekega parcialnega ali sociološkega ali filozofskega vidika pristopati k tekstom Svetega pisma, te tekste interpretirati recimo v luči neke politične šole ali politične smeri, filozofske ali kakorkoli, ampak je potrebno teološko interpretirati svetopisemske tekste, ker v osnovi in bistvu so to teološki teksti, in na osnovi tega potem videti, kaj nam ti teksti povedo za neko našo sodobno situacijo. Tako da tu je šlo za en pomemben metodološki premik, ki je recimo v 80-ih letih predstavljal znotraj cerkve kar resen problem. No, moralna teologija, ti kot moralni profesor moralke, je v bistvu teološka veda, ki govori o tem, v kakšnem smislu so naša dejanja v skladu z razodetjem in pa kako presojati to delovanje, pa izvrševanje nekega načela in da je tukaj moralna teologija tista, ki te stvari posebej proučuje in tudi pove. Zakaj je on potem to tako naglasil, to velja tudi za družbeni nauk cerkve? Katere vidike te presoje delovanja? A so to, nekaj se že rekla, družbene ključne strukture, ne? Potem pa način razmišljanja, osmišljanja našega dela, torej v celoti, pa tudi v družini, pa tudi v družbi, ne? In zakaj je to tako visoko postalo moralna, da so to moralne zadeve, da to ni samo mnenje, ne? Pa ni samo to ekonomska kategorija, večji profit, ne? Stvar je v tem, ne, da v 70-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja je bil poizkus, kako družbena vprašanja in s tem povezana tudi potem etična vprašanja interpretirati v ključu določene filozofske smeri ali določene družboslovne vede, ne pa v ključu teologije. Naloga cerkve in cerkvenega učiteljstva je, da skrbi za področje vere in morale, ne?
In vprašanje, ki se je ob tem postavljalo, nekateri so ga prav tako postavili, ali lahko recimo z govorom na gori delamo politiko. To so bili prav naslovi knjig v 70-ih, 80-ih. Ali lahko z evangelijem delamo politiko? Oziroma, ama ta evangelij in razodetje sploh kakršnokoli zvezo z gospodarstvom, z ekonomijo, s financami in tako naprej. Ne? In nekateri so takrat bili na stališču, ne, to so popolnoma avtonomne zadeve, ker ta vidik avtonomnosti, ločevanja, razlikovanja v smislu ločevanja je šel tako daleč, ne, da je vsaka veda sebe videla kot edino kompetentno za svoje področje. In recimo vidik neke povezanosti, interdisciplinarnosti, kaj je šele povezanosti s teološkimi predpostavkami, ta vidik je bil praktično odsoten. Ne. In zato je tu seveda Janez Pavel II, pa mislim, da tudi lahko rečemo za sedanjega papeža, ne, ki v svoji okrožnici Bog je ljubezen zelo jasno pove, ne, ja, gotov, naprimer, politika je avtonomna zase, vendar naloga politike je, da skrbi za pravično družbo. Ko govorimo o pravičnosti, vemo, da to ni pristojnost prvi vrsti cerkve, ampak da je to pristojnost prvi vrsti države, ker smo pa vsi državljani, tudi, ker smo vsi katoličani ali kristjani ali verniki, tudi državljani, je pravičnost tudi naša stvar. Torej imamo pravico vstopati tudi v to polje ali v to področje. In z tega vidika je seveda Janez Pavel II predvsem insistiral v prvi vrsti na človekovem dostojanstvu v smislu teološke utemeljitve človekovega dostojanstva. K temu je vedno znova potrebno dodati pravico do svobode veroizpovedi, ki je za njega bila ena od temeljnih človekovih pravic in ki jo je tudi dosledno vse povsod, kamorkoli je šel po svetu, zagovarjal in si za njo prizadeval. Druga stvar, ki jo je izrazito poudarjal, je seveda pravica nerojenih do življenja in spoštovanje človekovega življenja, ker če ni spoštovanja do življenja, tudi ni spoštovanja do svobode človekove in do njegovega dostojanstva. Zato, ker potem, če človeku ne daš materialne možnosti in telesne možnosti, da se razvije do svobodnega bitja, se pač je zastonj govoriti o svobodi. Potem naslednja stvar, ki jo izrazito poudarja, je družina. Se pravi, to so neki temelji, lahko rečemo, ne? Temelji, brez katerih dobena družba na nek način ne obstaja in tudi ne more funkcionirati. In vse to vedno znova razume v teološkem ključu. Ne? In s tem lahko rečemo, ne, da dejansko, tako če gledamo zgodovinsko razvojno, trend tako imenovane politične teologije, teologije osvoboditve, je bil izjemno močan v 70-ih, 80-ih letih s prihodom Janeza Pavla II. In z njegovo vrnitvijo družbene problematike znotraj cerkve v teološki kontekst, ne, je praktično problem teologije osvoboditve in politične teologije šel iz dnevnega reda. No, zdaj pa še okrožnica ob stoletnici. Tukaj je on razvil veliko tematik svojega tistega časa. No, in pravi to, da je treba postaviti človeka pred sredstva proizvodnje in storilnosti, ne? Potem, da je treba dati kapitalu vrednost, ki ga ima, ampak da je človek več želen kot kapital. Ne? Potem, da je treba etiko postaviti pred tehniko in da je treba skrbeti za to, da človek nikoli ne postane sredstvo. Ja. V kakšnem smislu so te tematike nove? Kako je on to pristopil k tem zadevam? Ja, dobro, tematike morda niti niso toliko čisto nove. Ne? O teh tematikah tudi lahko rečemo, so govorili tudi drugi dokumenti in papeži že pred njim. Ne? Tisto, kar smo že danes zelo izpostavljali in kar se tudi tu zelo jasno vidi, posebej v okrožnici ob stoletnici, je ta njegov primat človeka. Ne? On je le bil nekdo, ki je imel izkušnje z vsemi totalitarizmi.
In ker so vsi totalitarizmi, ne, tako komunizem kot recimo neki liberalni kapitalizem, kakor nacizem in nazadnje tudi fašizem, ne, vsi so poteptali človekovo dostojanstvo. Zato je njegovo poslanstvo na nek način, ki ga je imel, njegova vizija njegovega papeževanja je izrazito temeljila vedno na novo utemeljevanju in poudarjanju človekovega dostojanstva kot od Boga ustvarjenega bitja, kot bitja, ki je telesno, duhovno in duševno bitje, se pravi ta trihonomija antropološka, kot se to v teologiji reče, to je bila nekako osnova in baza, na kateri je on gradil praktično vse svoje okrožnice, ne samo za področje družbenega nauka cerkve. No, kje pa je bil on, prav zaradi tega poudarka teološkega pa antropološkega središča, najbolj kritičen oziroma največji kritik marksizma pa komunizma? Kaj je on najbolj jasno obsodil in kje je potem tudi najbolj razžgalo marksizem pa komunizem? No, nekaj sva o tem že v bistvu na začetku rekla, ne? Se pravi, njegova glavna teza je, da je napačna interpretacija človeka, se pravi napačna antropologija, ki je bila vključena v marksistično ideologijo, da je ta glavni razlog za to, da ta sistem ni uspel. To pa je seveda na več nivojih, ne. Eden izmed nivojev je ta, da recimo ta ideologija preprečuje človekov razvoj na področju transcendence oziroma na področju vere. Potem druga stvar, ki je s tem absolutno povezana, marksizem seveda vidi človeka predvsem kot materialno bitje. In ga postavlja v ta svet in ga postavlja tudi v družbeni sistem kot del tega sistema. Ne pa obratno, da je sistem mora biti odvisen od človeka in od človekovih želja in človekovih potreb. S tem seveda je tudi marksistično-komunistična ideologija bila tista, ki je izrazito omejila človekovo svobodo na vseh področjih, tako na področju lastnine kot na področju govora, recimo. Ne. Se pravi, zopet tu je Janez Pavel II. Bil tisti, ki je to svobodo v družbenem smislu na veliko zagovarjal in tudi vse povsod, kamorkoli je recimo šel s svojimi potovanji, ki je ta svoboda bila kratena, tam je zelo močno to poudaril. Jaz se spomnim njegovega obiska recimo v Hondurasu, ne, in v teh latinskoameriških državah, tam v Srednji Ameriki so bili tistih letih zelo v pretresu. Sandinisti, ne, kako odločno je, ne, kljub temu, da je pač bil njihov gost, ampak brezkompromisno je zahteval versko svobodo, je zahteval svobodo človeka na vseh nivojih in pa tudi poudarjal vedno znova človekovo dostojanstvo kot bogopodobnost. Tako da tu so neki osnovni postulati, iz katerih je vedno znova črpal. Zdaj si omenil tale vidik na papeževih potovanjih, socialno nakt na papeževih potovanjih. Kako je pa recimo tako bolj plastično razložil njegovo totalno obsodbo recimo italijanske mafije? To je tudi ena zadeva, ker mafija je socialni pojav, ne? Ja, mafija je v bistvu družbeno-strukturni problem, ne, ki ga lahko milne duše uvrstimo v tisti pojem, ki ga on prvič kot papež uporabi, da govori o strukturnem grehu. Šlo je dejansko za strukturni greh, ker ko se neka grešne strukture iz generacije v generacijo ponavljajo, se nekako nalagajo ti problemi, ki so nerazrešeni, se te mreže in te lovke razpredajo, potem težko rečeš, ne, kdo je bil tisti, ki je bil na začetku, pa samo tistega primeš za krabatelc, ne, ampak dejansko je potem šlo že za celo mrežo te strukture in jasno, da italijanska mafija je nek vrste prototip, ne samo italijanske, ampak vseh mafij tega sveta, ker tudi sicer... Nek vrste hobotnica, ne? Ja, kot hobotnica, ki se razvija na različne načine, vse povsod, tudi v Sloveniji, ne? Da ne bi mislili, da je samo v Italiji mafija. Mafija praktično poskuša se uveljati vse povsod. Seveda je pa na Siciliji oziroma ta sicilijanska mafija ima seveda svojo globoko tradicijo in vedno znova oživi, tudi če jo se kritizira. Tako da on je z svojimi obiski na Siciliji seveda tvegal po eni strani svoje življenje,
izpostavil zelo močno tamkajšnji kler in se na nek način zelo jasno postavil tudi na stran tistih klerikov v Siciliji, ki so se proti mafiji upali in drznili boriti, ker to je zmeraj bilo življenjsko nevarno. Tako da tu je jasno imel iste vatle, kakršne je imel na Poljskem ali kakršne je imel kjerkoli drugod, kjer so se dogajale velike krivice ljudem, ki so bili brez moči in brez... Ker mafija je združba, ki skoraj v enaki meri zabrisuje človekovo osebnost, pa njegovo družbeno razsežnost, ne? Ja, zato ker mafija je tista, ki v bistvu zopet človeka razvrednoti do te mere, da mora njej služiti. Ne služi več sebi in svojemu dostojanstvu. In to brezpogojno in slepo, ne? In to, ja, za življenje in smrt. Ali boš služil nam, ali pa te bomo pospravili, če ne boš služil. Ne? Tu v končni fazi gre tako daleč. Ne? Se pravi, je nek sicer ni, rečemo temu, nek svetovno-nazorski, globalni sistem, je nek sistem, ki je recimo lokalno nekoliko omejen, ampak v principu deluje na represiji, na prisili, na izkoriščanju in na ustrahovanju. Ne? To so nekako glavni postulati, na katerih deluje. Spet, to je potem v bistvu posledica njegovega nauka, taka drža do mafije pa do podobnih pojavov, ne? Ja, seveda. Saj tu ni bilo pravzaprav v njegovem drži, njegovi novih pogledih nič drugače, kakor pri vseh drugih tovrstnih pojavih. No, zdaj mogoče še malo prideva na primerjavo Janez Pavel II in pa sedanji papež in njegova okrožnica ljubezen v resnici. Ja. Papež Benedikt XVI postavi to paralelo, da ljubezen lahko vršimo samo, če smo dejansko v resnici, pomeni, da to, kar delamo, da je to potem tudi razumsko utemeljeno in plemeniti razum. Ne? Ja. Zakaj je ta poudarek? Ja, ta poudarek pri Benediktu je po mojem zaradi tega, ker je obstajala določena nevarnost, ne, da bi nekdo lahko rekel, družbeni nauk cerkve ni racionalno utemeljen. Družbeni nauk cerkve s tem, ko se teološko utemeljuje, ni nefunkcionalen, neoperabilen, pa tudi ni dovolj racionalen. Ne. Zdaj, Benedikt XVI kot predstavnik nemškega naroda, ki so v zadnjih stoletjih bili protagonisti racionalnosti, tako kot je bil Janez Pavel nekako karizmatik na osnovi svojih izkušenj iz Poljske, mislim, da tudi Benedikt se zaveda tega, da neke te tradicije, zdrave tradicije, ki so jo nemška misel izpeljala v zadnjih stoletjih, da je potrebno vnesti tudi v cerkvene dokumente, v njegov pontifikat. Tako da ta neke vrste rehabilitacija razuma tudi se mi zdi pomembna po eni strani z tega vidika, po drugi strani pa še z nekega drugega vidika. Kristijani so v zadnjih letih, ne, tudi pri nas je pomembno to en vidik, ne, nekako zapadli v neko razpoloženje, da vera in racionalnost nimata kaj dosti skupnega. Da vera in družbeno angažiranje pravzaprav ne smeta imeti nič skupnega. Oziroma, da angažiranje v politiki nima z vero dobene zveze. Ne? Proč od politike, proč od tega, ker to je umazano. Jaz zmeraj študentom rečem, a če se pa mož, pa žena, pa familija doma prepirajo, to pa ni umazano. Ne? Na to se nišče ne zgraža, kaj se vsak dan familija dela, če se pa v parlamentu prepirajo, na tem pa se cel svet zgraža. Ja, pa če vendar bogatijo, to ja, nič, ne? Skratka, problem ni samo v politiki, problem je v vseh oblikah našega življenja prisoten. Ne? Zato se mi zdi recimo, da je pri Benediktu ta poudarek racionalnosti povezan z razodetjem, kot nek, temu bi lahko rekli pač malo bolj učeno, hermeneutični ključ, način interpretacije tudi družbenih pojavov. To ni bilo odsotno, niti približno ne pri Janezu Pavlu II, ne v prejšnjih okrožnicah, ampak glede na neko situacijo, ki je znotraj tudi krščanskega občestva nastala, se mi zdi, da je Benedikt seveda videl potrebo, da to izpostavi. In še nekaj drugega, ne, kar ima potem tu
neke paralele v tej okrožnici. Benedikt zelo jasno pove, da je potrebno utemeljiti družbeni nauk cerkve v ekleziološkem kontekstu. Oziroma postavi najprej kot izhodišče v tem drugem poglavju okrožnice, postavi vprašanje razumevanja cerkve. In zelo jasno pove, da cerkev ne moremo razumeti samo kot oznanjevalno in sakramentalno skupnost in občestvo, ampak tudi kot karitativno. In da je karitativna dimenzija enakovredna ostalima dvema. In je bistvena za razumevanje cerkve. In potem tudi to razvije zelo lepo v okrožnici. Zakaj? Zaradi tega, ker s tem da tudi odgovor krščanskim skupnostim, ki so dolga desetletja živela v razumevanju cerkve kot zgolj podelitev sakramentov in oznanjevanje. Tudi mi v Sloveniji razumemo in dojemamo cerkev tako. In tudi v javnosti se dostikrat reče, cerkev lahko deli sakramente, cerkev lahko oznanja, se pravi, lahko pridiga, naj se pa ne vtika v družbene, socialne zadeve. Naj se tudi ne vtika v gospodarske zadeve, naj se ne vtika politiko. Se pravi, gre za nadaljevanje tega zapiranja cerkve v zakristijo, v zasebnost. Nekateri še vedno uporabljajo pojem vera je zasebna stvar, in ne dovolijo praktično kristjanom in cerkvi kot skupnosti, da vstopa v vse pore družbenega življenja. In tu vidim enega izmed razlogov, zakaj Benedikt XVI to zelo jasno naglasi. Se pravi, najprej ta ekleziološki kontekst zelo jasno definira. Potem zelo jasno razmeji pristojnost med cerkvijo in državo. In reče, pristojnost države je, da skrbi za pravično družbo. To ni pristojnost cerkve. Pristojnost cerkve je, da skrbi za vero in moralo. To je njena pristojnost. Vendar skrb za pravično družbo je tudi moralni problem, je tudi etični problem. In vekolikor je problem pravičnosti v družbi postane moralni problem, ima tudi cerkev pravico, da poseže z svojimi stališči in svojimi pogledi v nepravičnost ali v krivičnost na družbeni ravni, čeprav to ni njena prva naloga in njena prva pristojnost. In v nadaljevanju potem tudi, ko govori o tej karitativni razsežnosti, pove, tudi za naše razmere pomembno zadevo, karitativna področje mora biti organizirano. To ni samo to, da sem jaz dober, pa klošaru dam 10 evrov ali 5 evrov, zato da klošar gre lahko pa si kupi naprej pijačo in še sebe bolj spravlja v propad. Ampak mora biti organizirano. In karitativna dejavnost mora biti organizirana dejavnost. Na ta način tudi tisti, ki nekaj da za to organizacijo, ima večje jamstvo in gotovost, da bo preko te organizacije zadeva prišla na pravi naslov. To vemo, da je zelo problematično področje tudi danes. Veliko dobrodelnih organizacij na nek način je pokazalo, da tudi to ni najboljše, da ne funkcionira tako, kot bi morali. Smo imeli škandale z Rdečim križom, UNICEF-om in tako naprej. Tudi marsikje po svetu, tudi Caritas je kdaj, ki je bil že v taki težkih situacijah, da niso funkcionirale tako, kot bi morale. Ampak tisto, kar se mi zdi pomembno, je, da reče, da mora biti organizirana, in ko kristjani vstopamo v družbeno diskusijo, moramo vstopati z argumenti. Torej, tu se tudi Benedikt nasloni nazaj na racionalnost. Dialog, vprašanje resnice, oziroma vprašanje dialoga v družbi je stvar racionalnosti. Prvi vrsti stvar racionalnosti, ni prvi vrsti stvar vere. Kristjan, ki gre v parlament, mora z racionalnimi argumenti argumentirati svoje stališča in na nek način pridobiti tudi nekoga, ki morda pač iz drugega svetovno-nazorskega spektra. Ne pa, da bi šel tja, pa da bi z parlamentarne govornice oznanjal evangelij. Ker to ni tam ni mesto za oznanjanje evangelij, je pa mesto za racionalno argumentiranje reševanja družbenih problemov. A lahko tukaj povemo, je nekaj tišnjega kot recimo stari teološki princip
fides querens intellectum, se pravi, da vera išče razum, se pravi, da vera izziva razum, da bolj deluje in se postavlja vprašanja, ki si se starej postavil v tem smislu, da kristjanovo vstopanje v družbo je tudi izziv za njegovo vero. Točno tako, seveda. In po eni strani je kristjanovo vstopanje v družbo izziv za njegovo vero in za njegovo racionalnost, da z nekimi protiargumenti mora pri sebi razčistiti, kaj zdaj to pomeni v kontekstu mojega verovanja. Yeah. Po drugi strani je pa tudi kristjanovo vstopanje v družbo izziv za sogovornike, ki niso kristjani, ki pa bodo kristjana resno vzeli takrat, ko bo imel racionalno razlago svojega družbenega problema ali stališča in tako naprej. Ne. Potem je možno na nek način v tej pluralni in demokratični družbi spostaviti nek dialog. Ne. No, mogoče zdaj še zadnji vidik tega najnega pogovora pa je, kakšna svetost ve iz socialnega nauka papeža Janeza Pavla II. Ja, to vprašanje sem zelo vesel, da ga nekako na koncu postavljaš. Zaradi česa? Zaradi tega, ker če pogledamo recimo njegov pontifikat, ne, je Janez Pavel II, in jaz sem recimo tisto njegovo prvo obdobje zelo intenzivno spremljal v Rimu, ker sem bil pač takrat študent v Rimu. To je bilo, bi lahko rekli, zelo tako moško, intenzivno, dostikrat tudi z sveto jezo izpeljano kakšno dejanje. Ne? Se pravi, smo imeli občutek, da imamo odločnega papeža, ki ve, kaj hoče, ki zna vsekati tudi po mizi, če je treba, in ki ni šparil, recimo, z besedami. Ne? To obdobje je trajalo, lahko rečemo, vse tam do nekje poznih 90-ih let. Potem pa pri njem pride do enega zelo zanimivega premika. Ne? Konec totalitarnih sistemov, vsaj na površini, v globini še se marsikaj ni končalo, ne? Ampak na površini konec totalitarnih sistemov tudi seveda ima za posledico lahko nove konflikte. Nove krize, nove konflikte med nosilci tega starega sistema in pa temi, ki so seveda ta sistem odpravili. In zato v letu 2000 in okrog leta 2000, okrog svetega leta, Janez Pavel II izrazito gre v odpuščanje in pozivanje k odpuščanju in k prošnji, tudi prošnji vizavi sveta, družbe, naj oprosti cerkvi, koliko je cerkev dolžena na kateremkoli področju preteklosti. On in Benedikt XVI oba povesta, da je cerkev v času druge svetovne vojne premalo odločno odreagirala tudi vizavi nacizma in vizavi fašizma, se pravi drugih dveh totalitarnih sistemov. To zelo jasno oba povesta, ne, da marsikje so na tem področju zatajili. Ne vse povsod, kot vemo, ampak marsikje pa ja. Tako da ta poziv potem, njegov poziv k odpuščanju in k usmiljenju je izrazito zaznamoval zadnjih 5 let recimo njegovega pontifikata. In tu se mi zdi, ne, da je iz tistega odločnega papeža in odločnega človeka potem se spremenil v starčka, ki je bil poln usmiljenja, poln odpuščanja in ki je vse te probleme sveta pravzaprav potem nazadnje na nek način videl kot probleme, ki jih lahko razrešimo samo z neko božjo dobroto, božjo ljubeznijo, ki jo je on sam na nek način tudi kot papež v tem zadnjem življenjskem obdobju na sebi izkušal in tudi manifestiral. Tako da ta lok, ne, ta razvoj njegove osebnosti, njegovega pontifikata je v tem smislu izjemen. Torej, prvič je tako, koliko je zdaj, lahko povemo, ne. V Sloveniji je povedal, da je svetost tista moč, ki edina spreminja svet. Ja. Da je to dal v eno obliko, v pričevanje, kot pričevanje. Ja. Zdaj, lahko povemo tudi tako, da
te nove probleme, ki je prinesla ta velika sprememba pod padcem totalitarnih režimov, dejansko je treba veliko novih stvari na novo premisliti, na novo zastaviti. In to ena taka drža pobožna sveta edino zmore, ne? Ker v teh notranjem iskanju pred Bogom, tam lahko te nove stvari nekako najbolj globoko se porodijo pa zastavijo. Ja, in recimo 20. stoletje je v ljudeh povzročilo toliko ran, toliko globokih prizadetosti, da s pravičnostjo in na nivoju pravičnosti tega ne moremo rešiti. Ne? In zato je recimo Božje usmiljenje, ki se nekako manifestira skozi Janeza Pavla II. V koncu njegovega pontifikata, se pri Benediktu XVI. Na začetku njegovega pontifikata manifestira v okrožnici Bog je ljubezen. Se pravi, gre zdaj za ta novi poudarek, novo kategorijo ljubezni, ki je seveda prej tudi bila prisotna, ampak ni pa bila tako eksponirana. In samo, če potem gledamo tudi na probleme, ki so v družbi in tako naprej, v luči in skozi perspektivo Božje ljubezni, lahko upamo in smemo upati, da bomo zacelili tudi te rane in te prizadetosti, ki jih je 20. stoletje pustilo za sabo, ali če uporabimo recimo najnovejši naslov Andreja Inkreta, ki je napisal krasno knjigo o Edvardu Kocbeku, s tem pa ne samo o Edvardu Kocbeku, ampak o Sloveniji od prve svetovne vojne pa do konca 80. let, in stoletje bo zardelo. Torej, to stoletje, ki bo zardelo, ker še ni dovolj zardelo, ker še to še nas čaka, da se bomo tega sramu in te rdečice, ki jo je 20. stoletje upravičeno nosi na sebi, in ta rdečica pomeni kri, ko bomo vso to kri oprali in očistili, in to še treba narediti. In mislim, da tu sta seveda tako Božje usmiljenje, kakor pa Božja ljubezen, tisti dve kategoriji in pa tisti dve drži, ki edini lahko to stvar na nek način očistita. Beatifikacija bo k temu pripomogla? Ja, jaz mislim, da ja, ker vsaka beatifikacija tudi pomeni revitalizacija tiste osebnosti in njegovih dejanj in njegovih stališč, tako da v vsakem primeru. Ja. Ivan, hvala za pogovor. Hvala za vabilo. Pa še kdaj, ne? Ja.